Zdaj imam jaz še nekaj hitrih vprašanj. Super. Na koncu je vedno segment hitrih vprašanj. Super. Pa bi se sam malo poigrala z tem vedeževalnim delom. No? Cool. Se pravi, vidim, da si fan Ilona Muska. Ne? Mislim, ni, da sem fan, ampak tako ga cenim kot podjetnika. Ne? Tako, Zdaj, tako, ja, vsak človek ima pa svoje pozitivne plati, pa tudi negativne plati. Tako da tudi on ni perfekten. Tako, ja. Je pa tako, tisto, kar je pa dosegel, ne, pa podjetje, ki jih je zgradil, to pa dejansko nimaš kaj, mislim, tukaj pa nihče mislim, da ne more. Kapo dol. Ja. Zdaj, Tesla je bila zdaj kar na udaru. Tako. In zdaj mislim, da kotira tam nekje na $275. Tako, Kje bo Tesla 31. decembra 2026? 26. Prav, čez slabe 2 leti. 2 leti, ja, to je kratko obdobje, ne, tako da to je res taka špekulacija. Ne. Ampak jaz bi rekel tam okrog 500. No. Okay. Zdaj pa tako, ker sem že omenil, da smo imeli mi v prejšnjih epizodah smo imeli vprašanje, kakšen bo svet čez 10 let. S&P 500 čez 10 let. Zdaj je tam malo pod 6000, ne? Mislim 5750, nekaj tazga. Ne? Katerega leta? 2035. To čez 10 let. Čez 10 let. Ja, če upoštevamo, jaz mislim, da bo dejansko tudi naprej z usponi in padci in s krizami in recesijami vmes in ne vem s čem, ne, bo najverjetneje dosegal tam povprečne letne donose okrog 10%. Ne. Zdaj pa, koliko to potem znese, bi mogel pa kalkulator za obrestni račun imeti, no, da bi to na hitro začunal. Verjetno tam je 150% plus. Ja, nekaj 150%. Ja. Ker dejansko, če imaš 10% rast, v 7 letih se ti podvoji denar. Ne. Tako da ja, verjetno tam nekje, če zdaj torej... zdaj malo manj ka 6, pa je tam govorimo 14, 15? Ja, tam recimo 15, dajmo zaokrožiti. Okay. Zlato 2035, zdaj recimo, da je 3000. Jaz mislim, da bo to okrog 4500. Tako. Ne pričakujem ne vem kaj od zlata. No. Kaj lahko povzroči propad Bitcoina v naslednjih 10 letih? Kvantno računalništvo ne, ker to ta, bi rekel, mreža Bitcoin se prilagaja. Ne. In če vidijo, da bo problem, ne, kvantno računalništvo, pa bom tako rekel, ne, to je tisti največji rizik, ki ga ljudje vidijo. Ne. Ampak jaz jih vedno vprašam. Bitcoin je najbolj varno omrežje na svetu, ne, računalniško. A mislite, da ne bodo prej udrli v vaš bančni račun? Pa v vojaške sisteme. Dobra poanta. Ja, mislim, in če pa to naredijo, ne, pol pa itak je brez veze karkoli razmišljati, ne, o vseh varnosti. Ja, pa ja, se to je, da se lahko prilagaja. Sistemi se bodo prilagodili in tako naprej. Tako da jaz tukaj pri Bitcoinu, ne, bom rekel tako, največja nevarnost je Saylor, ne, pa njegove finančne špekulacije. Torej, če bi recimo, ne vem, ugotovili, torej, ta finančni inženiring, ki ga Saylor, ne, pa strategy podjetje, ne, ki ga delajo, ne, z Bitcoinom, da dejansko izdajajo obveznice, pa te, bi rekel, delnice, pa potem kupujejo Bitcoin, ne, in tako naprej. Nivo finančnega inženiringa je dejansko mal iznad tega, kar dejansko tudi sam razumem. Ne. To so res take hude stvari in vedno, ko imaš nekaj preveč kompleksnega, pa preveč takšnega, da res večina ljudi ne razume, se zna kaj narobe zgoditi. Ne. Tako da jaz mislim, da tudi v tem primeru Bitcoin ne bo šel na nič, ne bo propadel, ne, ampak zna pa zamajati malo. Tako. Leta 2035, kje bo cena? Bitcoin. Jaz mislim, da te nevarnosti, pač, da bo Bitcoin pač prešel vse, imel bo velike vzpone in padce, ampak jaz mislim, da čez 10 let Bitcoin, če je zdaj tam okrog 85-86 tisoč danes, ne, ali 88 tisoč, ni važno, jaz mislim, da definitivno tam vsaj okrog milijona. No. Vsaj okrog milijona na Bitcoin. Zdaj pa še zadnje hitro vprašanje. V čem je še mojster Robert Rolih, poleg investiranja? V čem je še mojster? Dobro pišem, rad pišem, kakšne take dobre članke,
Tudi knjiga, konec koncev, jo marsikdo pohvali, ker imam noter precej teh anekdot, pa malo iz znanstvene fantastike, vzamem kakšne stvari. Pa tako sem navdušen bralec znanstvene fantastike, že od mladih let. Tako da to mi je zelo, zelo všečno. Drugače pa v življenju nimam ne vem koliko. Torej, jaz imam v življenju biznis, ne, to, kar pač delam, in pa družino. In jaz se vrtim okrog tega. In to mi je všeč, in tudi nočem imeti zdaj nekih, ne vem, kakšnih hobijev, pa ne vem kaj. Ne. Mogoče, ne vem, kadar bodo otroci šli ven z hiše, ne, bom najdel neko praznino v življenju, ne, pa bom potem rekel, zdaj bom šel pa, ne vem, golf igrati ali ne vem kaj, ne, pa čeprav golf me ne privlači. Ne. Ampak tako bom si najdel mogoče neko drugo stvar. Ne. Samo zaenkrat pa ne vidim neke potrebe po nečem tako. Sem bolj tako privaten človek, nisem preveč v družbi, sem bolj introvertiran. Tako da mi je ta biznis, ki ga delam, sem dejansko več ali manj samo v pisarnici v dan. In pa družina, in to je to.